Dober dan in dobrodošli v informativni oddaji Splet dogodkov tedna. Pomladne temperature se dvigujejo in vstopili smo v pravo pomladno vzdušje, ko se izmenjujeta sonce in dež. Spet smo vam pripravili novice, ki so zaznamovale pretekli teden. Branko Štelcer je zaradi sladkorne bolezni ostal brez obeh nog, a mu država še vedno odteguje pravico do osebne asistence. Prvič je prošnjo oddal po amputaciji ene noge in bil zavrnjen. Ko je ostal še brez druge noge, je ponovno vložil prošnjo, ki je bila zavrnjena z obrazložitvijo, da se njegovo stanje ni spremenilo. Zdaj je priklenjen na posteljo v 4. nadstropju bloka na Taboru. Po objavi njegove zgodbe v Večeru so se postopki začeli premikati, a pot do asistence ostaja negotova. Kljub temu mu je na pomoč priskočil Amir Suljić, natakar in dobrodelnež, ki ga vsak dan obiskuje, mu pomaga pri negi, skuha obrok in ga poskuša dvigniti na voziček. Štelcerjeva zgodba razkriva resen sistemski problem. Invalidi so prepuščeni birokratskim odločitvam, ki ne upoštevajo dejanskosti njihovega življenja. Pomoč ne bi smela biti odvisna od dobre volje posameznikov, ampak bi morala biti zagotovljena kot pravica. Zakonodajalci so v četrtek 27. marca sprejeli novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki prinaša strožje kazni za voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu ali se na njem ustavijo. Zdaj bo globa za tovrstne prekrške znašala 500 evrov. Novela zakona je bila sprejeta z 72 glasovi za in nobenim proti. Parcela ob stanovanjskih blokih, kjer so se nekoč otroci sankali in smučali, bo namesto načrtovane osnovne šole postala gradbišče za 3 stolpnice s 350 stanovanji. Mestna občina Ljubljana je s spremembo prostorskega načrta omogočila stanovanjsko gradnjo. Investitor pa na pravnomočnost gradbenega dovoljenja čaka že 20 mesecev. Stanovalci opozarjajo, da se na zemljišču kljub prepovedi izvajajo gradbena dela. Investitor trdi, da gre le za teste nosilnosti tal. Prebivalci soseske nimajo toliko proti gradnji kot proti komercialni naravi projekta. Menijo, da bodo stanovanja investicijska in ne rešitev stanovanjske problematike. Projekt, vreden 70 milijonov evrov, je bil že prej tarča kritik zaradi suma ruskega kapitala. Investitor kljub nasprotovanju stanovalcev vztraja, da bodo stolpnice dokončane najkasneje 3 leta po pravnomočnosti dovoljenja. Sinoči je nočno nebo nad Slovenijo razsvetlila nenavadna modrikasta spirala, ki je marsikoga presenetila. Pojav so opazili tudi v drugih evropskih državah, kot so Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Danska, Poljska in Velika Britanija. Kot so pojasnili meteorologi in strokovnjaki za letalstvo, gre za učinek izstrelitve rakete Falcon 9 podjetja SpaceX. Ko se raketni izpuh v zgornjih plasteh atmosfere širi in rotira, ustvari spiralne vzorce, ki jih osvetljuje sončna svetloba. Raketa je bila del zaupne misije ameriške obveščevalne agencije NRO. Takšni pojavi niso redki ob nočnih izstrelitvah raket SpaceX, a vedno znova vzbudijo radovednost in osuplost opazovalcev po svetu. Materinski dan, ki ga obeležujemo 25. marca, bo danes znova postavil v ospredje vprašanja materinstva in družinske politike. Statistika kaže, da se materinstvo v Sloveniji močno spreminja. Leta 2023 se je rodilo najmanj otrok v zadnjih 102 letih. Manj kot 17 tisoč. Povprečna starost mater ob rojstvu prvega otroka je narasla na 29,7 leta, kar je najvišje doslej. Prav tako se vse več otrok rodi neporočenim materam. Od leta 2007 jih je več kot polovica. Kljub nižji rodnosti slovenske matere ostajajo med najbolj delovno aktivnimi v Evropski uniji. Med tistimi z 2 otrokoma jih je v letu 2023 delalo več kot 85 odstotkov.
pri materah s 3 otroki ali več pa 77%, kar Slovenijo uvršča med vodilne evropske države po zaposlitvi mater. Koalicija je v DZ vložila novelo zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo, s katero opravlja neustavnost, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče. Novela omogoča dostop do postopkov tudi samskim ženskam in ženskam v istospolnih zvezah. Hkratna uporaba darovanih jajčnih in semenskih celic bo dovoljena v izjemnih primerih, nadomestno materinstvo pa ostaja prepovedano. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz za razpustitev ministra za izobraževanje, kar je dolgoročni cilj konservativcev. Ministrstvo obtožujejo porabe sredstev in širjenja liberalnih ideologij. Trump je napovedal, da bo ministrstvo zaprto, pristojnosti pa prenesene na države in lokalne skupnosti. Postopek zaprtja bo vodila ministrica Linda McMahon, vendar konkretni načrti niso bili predstavljeni. Trumpova administracija napovedala ukinitev pravnega statusa zaščite za več kot 500 000 priseljencev z Kube, Haitija, Nikaragve in Venezuele. Ti priseljenci so v ZDA prišli v okviru programa, uvedenega leta 2022. Imeli bodo 30 dni časa, da zapustijo ZDA. V ZDA odmeva tudi afera, ki sega v sam ameriški politični vrh. Jeffrey Goldberg, urednik revije Atlantic, je razkril, da je bil vključen v skupino v aplikaciji Signal, kjer so politični in obveščevalni voditelji razpravljali o načrtih za napad na jemenske Hutijevce. Po pomoti so v skupino dodali novinarja, ki je kasneje objavil podrobnosti o napadih, ki so se zgodili kmalu po pogovorih. Bela hiša vztraja, da v skupini niso razkrili vojnih načrtov, vendar je Goldberg objavil nove dokaze, ki potrjujejo usklajenost napadov. Donald Trump je zaprosil Evropo za pomoč zaradi pomanjkanja jajc, vendar so evropske države, vključno z Nemčijo, prošnjo zavrnile. Jajc ne damo. Ostala bodo pri nas, so odgovorili. V bolnišnici v Beogradu je umrla še 16. žrtev novembrskega zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, in sicer fant, rojen leta 2006. V Novem Sadu in Beogradu so se žrtvi poklonili 16 minutami tišine. Nesreča, v kateri je umrlo 14 ljudi, je povzročila množične proteste. V Turčiji že 6. dan trajajo protesti za demokracijo in v podporo istanbulskemu županu Ekremu Imamogluju, ki so ga aretirali zaradi obtožbe sodelovanja v kriminalni združbi. Policija je znova uporabila solzivec, protestniki pa zahtevajo njegovo izpustitev. Opozicija trdi, da so obtožbe politično motivirane in da gre za poskus zatiranja demokracije ter nadzora nad nasprotniki predsednika Erdogana. Imamoglu je bil obtožen tudi hudodelskih dejanj, kot so podkupovanje in izsiljevanje. Do zdaj je bilo aretiranih več kot 1130 ljudi. Po prekinitvi premirja v Gazi je Izrael izvedel raketni napad na jug Libanona, v katerem sta bili ubiti 2 osebi. Napad je sledil potem, ko je Izrael prestregel rakete iz Libanona. Libanonsko gibanje Hezbolah je zanikalo vpletenost in potrdilo svojo zavezanost dogovoru o prekinitvi ognja. Izraelska vojska je v petek izvedla tudi nove napade na vojaška oporišča v Siriji. V Gazi so v zadnjih napadih potrdili več kot 630 smrtnih žrtev. Število umrlih Palestincev pa je preseglo 50 000. Na tisoče žrtev ostaja ujetih v ruševinah, saj so številni deli Gaze še vedno pod ruševinami. Medtem so v Gazi potekali redki protivojni protesti, kjer so Palestinci javno izrazili jezo proti terorističnemu gibanju Hamas, ki vlada Gazi od leta 2007. Protestniki so v močno uničenem mestu Beit Lahija pozivali k koncu vojne in odhodu Hamasa s transparenti, na katerih je pisalo Hamas ven. V Berlinu je vozilo, ki ga je vozil mladoletnik brez vozniškega dovoljenja, zbilo množico ljudi na pločniku.
Poškodovanih je najmanj 6 oseb, ena je v kritičnem stanju. Voznik je bežal pred policisti, izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal na pločnik, kjer je trčil v pešce. Med poškodovanimi je tudi policist. Mladoletni voznik in njegovi sopotniki so bili prijeti na kraju dogodka. Na Kitajskem so znanstveniki v človeka prvič presadili jetra gensko spremenjenega prašiča, da bi zmanjšali tveganje zavrnitve organa. Operacija je bila izvedena na možgansko mrtvem pacientu, jetra pa so svojo funkcijo uspešno opravljala še 10 dni. Materinski dan, ki ga v Sloveniji praznujemo 25. marca, ima dolgo zgodovino. Začel se je v Ameriki leta 1910, v Evropo pa je prišel po prvi svetovni vojni. V različnih državah ga praznujejo na različne dni, najpogosteje pa drugo nedeljo v maju. Praznik je postal tudi komercialen, saj trgovci obdarijo matere z rožami, nakitom in drugimi darili. Zanimivo je, da je Anna Jarvis, ki je pobudnica tega praznika, komercializaciji nasprotovala in proti njej celo vložila tožbo. Na tretji etapi dirke po Kataloniji je zmagal Juan Ayuso, ki je v fotofinišu premagal Primoža Rogliča. Roglič je z drugim mestom napredoval na drugo mesto v skupnem seštevku. Za Ayusom pa zaostaja za 6 sekund. Na zadnjem slalomu sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju je zmagala Mikaela Shiffrin. Andreja Slokar pa je z izjemno finalno vožnjo napredovala z 9. na 3. mesto. Zrinka Ljutić je osvojila mali kristalni globus v slalomskem seštevku, potem ko je na tekmi zasedla 10. mesto. Slokar je sezono končala na 12. mestu v slalomskem seštevku. Neja Dvornik pa je bila 19. brez točk. Domen Prevc je bil najboljši Slovenec na kvalifikacijah pred petkovo tekmo v Planici, kjer je pristal na 4. mestu. Na prvem treningu je poletel 246,5 metra, kar je navdušilo 13.000 navijačev in napovedalo vrhunski konec tedna. Na drugem treningu in v kvalifikacijah je dosegel 224,5 metra, vendar skoki ni bil povsem zadovoljen. Po močni drugi polovici sezone, kjer je 4-krat stal na stopničkah, vključno z zmagama v Oberstdorfu in Vikersundu, bo Prevc z veseljem čakal na glavni vikend v Planici, ki bo od 28. do 30. marca. Gre za zadnji planinski vikend sezone, ki ga bo vsa Slovenija spremljala z očmi, zazrtimi v ključne tekme. Danes bo večinoma oblačno, rahle padavine in posamezne plohe se bodo od vzhoda širile po vsej državi. Veter bo nekoliko oslabel, na Primorskem bo še pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno s padavinami. Dež se bo dopoldne na vzhodu okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 10 stopinj Celzija. Hladneje bo v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 8 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. V soboto čez dan se bo dež v vzhodnih krajih okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Zato bodo na tem območju precej narasli vodotoki. V nedeljo bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo še pihala burja. Ponedeljek kaže na dokaj jasno vreme s kakšno popoldansko ploho. Še bo pihal severni veter, na Primorskem burja. Kretnja tedna je Planica, za katero obstajata 2 kretnji.
Tekmovanja v planici so za vso Slovenijo in za slovenski šport vsako leto zelo pomembna. Tam potekajo zadnje teme v skokih v sezoni. Trenutno se odvija finale 46. svetovnega pokala v skokih. Letos smo priča veliki podpori vključevanja invalidov v navijaško skupino. Veselimo se takšne vključenosti in spodbujanja navijanja za naše športnike. S tem zaključujemo nabor tedenskih novic in vas opozarjamo, da bo v nedeljo prišlo do premika ure za 1 uro naprej, in sicer ob 2 zjutraj na 3 zjutraj. Bodite previdni tudi na 1. april, da vas kdo pošteno ne potegne za nos. Želim vam lep vikend in uspešen teden. Se vidimo naslednji petek.